Živijo, danes so z vami Jerry in Sad. Kljub trenutni svetovni situaciji se tehnološki napredek ni nič ustavil. In današnja gosta v najnem videu sta največji in najmanjši predstavnik nove Appleove linije iPhone-ov. Torej, letos je Apple prvič po dolgem cajtu malo redesignal svoje iPhone-e. Zdaj, več ali manj je dizajn dost enak po celi liniji letošnji. Edina razlika, ki se na prvi uč opaz, je seveda finish. iPhone 12 in pa iPhone 12 mini imata glossy finish, medtem ko iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max imata matte finish in je v bistvu, se mi zdi, malo bolj grippy. Edina stvar, ki je Apple letos spremenil na sprednji strani njihove zasedbe, je seveda ekran. Resolucija je skoraj dvakrat večja, kar pomeni, da so vsi teksti toliko bolj berljivi in pa ikonce toliko bolj sharp. Apple se je letos malo vrnil nazaj v čas in so v bistvu bringali back tele ravne robove, tako kot pri naprimer iPhone 5 pa iPhone SE-ju, ki so meni osebno najbolj estetski do zdaj. Ampak moram pa reči, da tako v roki se mi je zdel iPhone 11 pa prejšnji mogoče malo bolj comfortable, ampak to je od človeka odvisno, I guess. iPhone 12 Pro Max je iPhone z do zdaj največjim ekranom, medtem ko iPhone mini kljub svojemu imenu sploh ni toliko mini. Meni je bil ekran v bistvu glavno prav velik, prihajam iz iPhone 10S-a, kjer je ekran mičken večji od tega, ampak nisem opazil neke bistvene razlike. Med Maxom pa Minijem je še ena razlika, ki jo nisem omenil, in sicer Max ima 3 kamere, Mini ima 2, ampak to še ne pomeni, da je kaj slabši. Apple že pač od vedno dela dobre kamere in letos 12 ni niti malo drugačna. V minija so spravili eno širokokotno lečo in pa eno normalno enkratno lečo. Max pa ima dodatno še 2,5-kratno povečavo na tretji leči. Tako da kamere sta praktično identični, ampak Max naj bi imel minimalno boljše, tako da dajmo mi to stestirati. Najbolj opazna razlika se pojavi pri slikanju detajlov, kjer zaradi večje zaslonke Max doseže lepše zamegljeno ozadje. Širokokotne slike oba telefona zajemata odlično, HDR funkcija res zajame temne in svetle predele uravnovešeno. Nasprotno pa bi trdil za selfie. Kljub novimi funkcijami in portrait modu na sprednji kameri še vedno ne doseže nekega wow nivoja. Pro Max, za razliko od minija, zajema odlične zoom slike. Njegova 2,5-kratna leča omogoča približevanje brez izgube kakršnekoli kvalitete. Portrait mode je letos izboljšan, robovi in izločanje objektov iz okolice so definitivno next step v pravo smer. Zajemanje videa letos vključuje Dolby Vision, konkretno boljšo stabilizacijo in HDR zajemanje. Ta video je posnet iz roke v normalni hoji in tresenja skorda ni. Enako drži za širokokotno lečo, kjer se tresljaje opazijo še manj. Osebno mi je takšna konfiguracija zelo priljubljena in zgleda fascinantno. Že prej omenjeni portrait mode pa letos zajema vaše trenutke tudi v načinu night mode. V primerjavi s prejšnjimi modeli je razlika ogromna. Poleg tega je nočni način podprt na vseh lečah, vendar se kvaliteta minimalno razlikuje. Glede na najino analizo slik je med Maxom in Minijem skorda neopazna razlika v kvaliteti. Za razliko od minija pa ima Max poleg svojih 3 kamer na zadnji strani še eno tako črno piko. Temu se reče LiDAR scanner. Le-ta pomaga pri fokusiranju kamere, pri AR skeniranju okolja in nasploh izboljša kamero. Performance na iPhone-ih itak nikoli ni bil problem. Oba mobitela poganjata nov A14 Bionic čip, ki je lightning hiter, ampak se naprimer ne opazi toliko na vsakodnevni uporabi, kjer res zažarije v bistvu pri kakšnem bolj zahtevnem špilu, kjer se res pokaže, koliko so letos pač zoptimizirali ta čip. Performance oziroma procesor ni edina zoptimizirana stvar na teh iPhone-ih, zelo zoptimizirana je tudi baterija. Glede na njeno velikost, oba zdržita čez cel dan, s tem, da dan boste pri Maxu zaključili s približno 20% baterije, neke zmerne uporabe, medtem ko Mini bo na zadnjih procentih. Oba mobitela podpirata brezžično polnjenje, s tem, da je Apple letos lansiral tudi neko novo vizijo, kako se oni predstavljajo polnjenje v prihodnosti, in to je MagSafe. MagSafe je v bistvu brezžično magnetno polnjenje, deluje identično kot brezžično polnjenje, samo da se charger prelep na zadnjo stran telefona. Magneti so dost močni, da tudi če ga imate telefon v ovitku, se prelep direkt čez ovitek, tako da lahko pričakujemo iPhone 13, 14, 15, ne vem, kdaj bo to, ampak telefon brez
charging porta. Žal pa MagSafe pač danes nismo mogli dobiti v roke. Glede na eno izkušnjo, Maxe priporočam vsem tistim, ki si želite velik ekran, dobro baterijo, da zdrži brskanje in gledanje Netflixa čez cel dan in pač hočete top of the top, kar Apple trenutno ponuja. Če pa vam velik ekran ne predstavlja toliko velike prednosti in niste toliko velik user, da bi vam skurali baterijo v enem dnevu, pa se mi zdi, da z Minijem res ne morate zgrešiti. Kamera, performance, skoraj ni opaziti razlike, plus cenovno je mičkam bolj ugoden, tako da se mi zdi primeren prav za vsak žep. Oba telefona najdete v Telekomovi e-trgovini, kjer imate milijon opcij paketov narejenih prav za vas. Hvala, ker ste gledali tale video, prijetno swipanje, stay safe, pa se vidimo v naslednjem. Čau. Čau.